Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je v torek učencem osnovnih šol v občini, učencem srednje šole Slovenska Bistrica in učencem glasbene šole Slovenska Bistrica podelil priznanja Županova petica. Letošnja prireditev v viteški dvorani Bistriškega gradu je bila že 35. zapored. Županovo petico je prejelo 93 učenk in učencev. Zdaj naprej jaz izrekam seveda iskreno čestitko vsem vam za vašo uspešno delo, lahko rečemo delo, v vseh teh letih, ki je pripeljalo do tega, da ste uspešno zaključili vaš en del šolanja. In pa seveda tudi priznanje, nazadnje tudi zahvaljujem, ker vem, da v tem, ko ste bili uspešni pri pouku, ste mnogi od vas, pa verjetno kar večina, se tudi sicer drugače izpostavljali, številni projekti so se peljali po šolah, z nekaterimi smo se tudi že včasih srečali in tudi za to gre na nek način zahvala in priznanje, ker gre za to, da ste imena naših šol, naših krajev ponesli široko po Sloveniji, nekateri pa tudi preko meja in res še enkrat iskreno priznanje. Sicer pa v tej priložnosti seveda tudi izrekam priznanje tisti, ki so vas spremljali, torej še enkrat ravnatelji z svojimi učiteljskimi zbori, brez teh verjetno ne gre. In pa seveda še enim, ki so vas spremljali, to so pa starši. Tudi njim gre seveda verjetno tudi kako priznanje in zahvala, da ste uspešno pripeljali šolanje do te stopnje, ki ste ga pripeljali. Jaz verjamem, da se je tudi kaj zaiskrilo, ampak vsi skupaj ste znali to uspešno poglasiti, pa ne govorim na pamet, veste, imam tudi nekaj izkušenj osebnih, tako da vem, kako te stvari potekajo, ampak stvari so sigurno tekle zelo tekoče, tako da ste zdaj pri na nek način na točki, ko greste v naslednjo pot v prihodnje. Zdaj naprej so, seveda, če gremo po vrsti, naprej so počitnice. Zdaj, kar se tiče počitnice, jaz vam predlagam, da si jih privoščite. Predlagam vam, to je sam predlog, jaz bolj prihajam iz analognega sveta, se to se malo vidi tudi po moji barvi, ampak vseeno, da malo to elektronsko navlako date na stran, pa tudi, kar se komunikacije tiče in vsega ostalega, to peljete na tak običajen družbeni način. Torej, da se odpovete te elektronske navlaki, da se spostavijo bolj pristni in osebni stiki, oziroma da se negujejo, tako rekel, spostavljeni verjetno so že bolj pristni osebni stiki in skratka, da si seveda počitnice tudi privoščite. Lahko ste malo nagajivi, ampak pretiravati pa prosim, to pa ne. To pa res ne bi bilo dobro. No, potem pa sledi, ja pa še to je, vse počitnice si bojo privoščili, po moje tudi učitelji, pa tudi starši. Vse tak so mi nekateri že povedali, tako da bo to en tak skupen lahko projekt, ker ne so samo projekti še. No, potem pa seveda sledi nadaljevanje. Jaz vam želim, in to sploh ne dvomim, v nadaljevanju na vaši poti uspešno delo tudi naprej. Jaz tudi vem, da boste večina od vas, ali skoraj vsi, šole, v katere se lahko boste vsi zapustili, nekateri boste mogoče še ostali v našem kraju, drugi boste si šli širom po drugih krajih, jaz mislim, da to tudi prav. Kar pa je prav, povezavi s tem je pa tudi to, da seveda ne pozabite, odkot prihajate, in ne nazadnje, da ohranite tudi prijateljstva, ki so se skala v tem času. Veste, prijateljstvo zgraditi ni enostavno, zgubiti ga je pa zelo enostavno in mislim, da to treba negovati, ker je to zelo pomembno tudi za neko bistvo sodelovanje in vse ostalo v prihodnje. In jaz tudi pričakujem, na način tudi apeliram na vas, da ste tudi še v prihodnje aktivni tukaj v naši skupnosti, koliko vam vse čas dopušča. Mislim, da so pri nas številne možnosti za različne vrste aktivnosti. Mislim pa, da bomo vsi veseli, če boste pa kako novo pogruntali tudi sami. Nihče ne bo imel nič, kot še dodatno lahko obogatite ta naš prostor. Tako da še enkrat, torej iskrena čestitka za vse,
opravljeno delo in pa seveda vam iskreno želim, da ste uspešni tudi prihodnje in morate vedeti, tudi v bodoče mi računamo na vas. Hvala.